Spoštovane občanke in občani, v zadnjih tednih, v zadnjih dneh se je situacija glede covid bolezni v občini Sevnica dramatično poslabšala. Vse več imamo število obolelih. V zadnjem tednu je bila pozitivnost testov pri naših brisanih občanih 42-procentna, od sobote do ponedeljka celo 62-procentna, kar kaže, da se ukrepi nikakor niso prijeli. Obiskal nas je prvi od 3 mož, in v tem smislu bom rekel, da je vrag odnesel šalo. Zadnji čas je, da se vsi skupaj zavedamo, da lahko sami ustavimo to epidemijo, da nihče ne more tega narediti namesto nas. Da ukrepi sami po sebi niso nobeno zagotovilo, da bi lahko dosegli izboljšanje trenutnega stanja. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je vsak od nas lahko okužen. Kužnost je namreč največja 2 dni, preden zbolimo. Zato je naše obnašanje, vsakodnevno obnašanje, odvisno, ali bomo bolezen prenesli na drugo osebo. Žal, v teh časih ne smemo izvajati tistega, kar si vsi najbolj želimo, in to je, da se družimo. Naše druženje mora biti omejeno samo na člane naših družin, res tisti, ki se vsakodnevno srečujemo in živimo skupaj. Žal, vse ostalo v teh časih je neprimerno in vodi do razširjanja bolezni. Zavedati se moramo, da večina od nas preboli bolezen relativno blago, tudi lahko asimptomatsko, po drugi strani je pa kar nekaj tistih, katera bolezen zelo prizadene, lahko tudi tragično. Katerega bo prizadela tragično, ne vemo. Poznamo nekaj dejavnikov, kot je starost, debelost, sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in ostale bolezni, vendar zbolijo lahko tudi mlajši in povsem zdravi. Naj zaključim, da je v teh časih pomembno, da mislimo na druge, na tiste, ki bojo lahko hudo zboleli, katerih življenje bo s to boleznijo lahko tudi končano. In z našim obnašanjem, z našim druženjem, z našimi ukrepi, ki jih izvajamo sami, lahko to preprečimo. Zato vas na koncu pozivam, da je skrajni čas, da vzamemo stvar v svoje roke, se začnemo odgovorno obnašati in preprečimo širjenje te bolezni, kot smo jo priča v zadnjih tednih. Hvala.